To je bilo torej čakanje v šumi, mi gremo pa kar naprej, ne bomo nič čakali. Na novi plošči tudi eno presenečenje glasbeno. Mlada beltinška banda je priredila en komad z prve plošče Čas. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ta ideja se v bistvu, kje smo bili, na morju smo bili, ko smo bili na Hrvaškem, v Imotskem, smo pač imeli dva dni smo imeli fraj in smo pač tisto šli na plažo in se fajn imeli in tam je prišlo dosti idej. Ena od teh je tudi bila ta, da je pač oni lahko priredili en komad. Ta komad jim itak bi že všeč, že z prve plate, mislim, tisto kao ful dober in so bili takoj za stvar. Mislim, mi smo tudi že vedeli, da bodo, ne? Ker itak se poznamo že odprej in to. Tako da, ja, tako je prišlo od tega. Super, na vse, ko ste omenili Imotski pa to, na Balkan se kar radi vračate. Ja, itak je. Če pa je zakon. Ja, Balkan je res... Trikrat v lanskem letu. Ja. Bili smo na dveh, skoraj enotedenskih turnejah smo bili, aprila in oktobra. Vmes smo še poskočili v Beograd z Markom Brecljem, ko smo 25. maja za Dan mladosti špilali v beograjskem klubu Dom omladine, se mi zdi, ki so ga potem čez 2 dni zaprli. Ja, so ga renovirali, ja. Ja, Dom omladine, ne? Dom omladine, ja. Sigurno. Tako. Mislim. No, in ja, mislim, Balkan, čisto po naključju smo v bistvu prišli do tega Balkana, ne, in okrog teh naših potovanj na Balkan so se spletle tudi marsikatere zgodbe, ljubezenske in poroka na koncu. Skratka, ne vem, vsi smo popolnoma zaljubljeni v Balkan. Ja. Moje naslednje vprašanje bi bilo lih, zakaj lih Balkana? Je bilo čisto tak, ne, mislim, spoznali, tudi tukaj, zato ima tudi delno RŠ, ne, Radio študent ima zasluge za to. Smo pač, ko je bilo Cross Radio, ko smo imeli na Trnfestu, ne, smo imeli... Sestanek so oni imeli. Mi smo imeli sestanek, ja, Cross Radio je imel 2 koncerte organiziral ali nekaj takega, ne, in smo imeli sestanek in takrat smo mi pač uleteli do njih, ne, in zdaj, da pač radi igrali, ne, tudi malo izven Slovenije oziroma na Balkanu, ne. In smo dali pač različnim ljudem CD-ja in Dragan, ne, on se je odzval na to, so mu bili ful všeč in je kar organiziral celo turnejo oziroma 2 turneje, spomladi in jeseni, ne. Super. Ja. No, on je drugače z Banja Luke, ne, in tudi Mostar je nekaj, mislim, tak, leteči človek in drugače se s tem tudi ukvarja in to, tako da... In on je tudi povezan s to ljubezensko zgodbo. Ja, mogoče je bilo tudi tako, da je to se Slovenko poročil pa. Ja. Pavla se za to povabil. Preko. Ne, to je potem naknadno. Bilo je fej zanimivo, ker mi smo pač gostovali tam in on je rekel, da bi prišel k nam v Prekmurje na obisk, pa rekel, ja, komot, ne, tisto uleti. In potem je celo prišel z enim bendom v Mik v Mursko Soboto igrati in tam spoznal Tanjo, ko je delala na blagajni, ne, pač. Filmska scena. Tako ste se zaljubila in evo, čez septembra lani je že bila poroka, ne. Pa še zahvalil se nam je za poroko. Ja, mi smo igrali na poroki. Ja, pa še igrali. Resno? Ja, v Beltinci v ambasadi, ne. Ful je bilo dobro, zakon je bilo. Naš prvi, pa verjetno tudi zadnji špil na poroki. Ja, to bo verjetno. Ampak nikoli ne rečem. Ja, no, vse, bomo videli. Hotel sem vas še vprašati, kako je s temi naslovi komadov. Zelo veliko je opaziti, valjda, ste Prekmurci pa to, ampak kaj je namen tega, da vztrajate pri teh narečnih izrazih v naslovih? Ne, veš kaj fora? To so bolj ali manj so itak delovni naslovi to, ne? Aha. Tudi nekako nam, vse dobro, večkrat gremo na to, na kaj nas asocira in to včasih pa pač kar se prime ena stvar in potem sem brez veze za Ne komplicirate s temi kompliciram, naslovi, ena filozofije delati. Gre se pač za muziko, vse toliko, da mi vemo, kateri komad igramo, ne, in da pač, ne vemo, kaj, vse je v bistvu... Ja, mislim, več ali manj so bili komadi naslovljeni tako, deloma nekaj jih je pa bilo tudi tako, mislim, isto kot prej, ko smo bili v Bosni, smo se vozili tam od severa proti jugu, to je bilo fucking 11 ur in
pridejo ti marsikakšne ideje na glavo. Z nečim se moraš Ja, in ukvarjati. potem smo tudi, ko recimo čist primer je komad Buras, ne, smo pač špilali v Banji Luki in tam so oni mladeniči non-stop tisto, šta je bura, dođi bura, in tisto jaz tako vprašam Dragana, pa kaj je to bura, ne, pa reče, pa to ti je buraz, burazer, kao brate, in potem smo mi prišli domov in 2 tedna še govorili, šta je bura, gremo na pir, gremo na kavo, bura. Dobro, ta ritem mislim. Ja, in tako je pač ta komad dobil to ime, ne, ker v začetku je bil pač samo, ne vem. Imaš recimo takšen Vlatko Stefanovski ritem, ima, Ja, ne se pravi, balkanski ritem, recimo. Tako. Pa dobro, mislim, recimo ena zgodba, tako zdaj ostali so pa, mislim, za vsake naslove je neka zgodba, ampak ni toliko to važno. Pač delamo instrumentalno muziko, ne nimaš zdaj tukaj, ne, mislim, kamo za neko komplicirali. Jaz sem dobil en tako, mislim, ne vem, gledal sem čist brcen v temo, ne, ker ste instrumentalen band in sem mislil, da je to pač tako, da če že ne govorite oziroma ne pojete, da pol z naslovi komadov pač date vedeti, odkot ste pa, kje so vaše korenine, na ta način sem mislil. Ne, saj tudi celotno poimenovanje in tudi nove plate in tak, ne, smo stremeli k temu, da bo čim več prekmurščine, ne, da se zna. Če to pogledaš, mislim, vse naslovi komadov, ime benda, ime albuma, vse je nekako od tam. Mislim, pač živimo v takem okolju, tak jezik govorimo in to nekako nam bolj najbolj domače in vse ohranja tisto. Ste fair do sebe pol. Do sebe pa. Ja, Prekmurje nam je veliko dalo, pa dajmo mi še njeme nekaj nazaj, ne. A to damo tak na ta način, kaj. Dobro, recimo. Kaj bomo slišali zdaj? Lubricantry. Lubricantry. Posrečen, ta ni tako prekmurski naslov. Ja. International. Prodirate na zahod. Hetam se.